V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Nebeški Oče, hvala ti, da smo zbrani, hvala ti, da smemo biti zdaj skupaj, hvala tudi za to možnost, da bomo skupaj premišljevali o veselju, katerega nas kličeš, veselju, katero nas vabiš, da bi živeli in doživljali v molitvi, in tudi svetost, katero nas kličeš, da bi ti postajali podobni, sveti, kako si ti svet, sveti v tej tvoji ljubezni, da bi zmogli tako ljubiti drug drugega in sebe, kako nas ti ljubiš, po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Današnja tema je, kot smo že rekli, tudi veselje in svetost molitvi, in bomo skušali prav stopiti v to, tudi da bi začutili globje, kako je veselje nekaj tistega bistvenega, kar je v nas dano, tudi s tem, da smo ustvarjeni po Bogu, ustvarjeni iz te Božje ljubezni, ki je v Bogu, in ustvarjeni tudi iz veselja, ki je v Bogu. Da je ta biti Božja podoba pomeni tudi biti zmožen veselja, biti zmožen se veseliti, biti zmožen živeti tisto pravo, pristno veselje, ki tudi druge napolnjuje z radostjo življenja. In v katekizmu Katoliške cerkve je zapisano, da je hrepenenje po Bogu zapisano v človekovo srce. Kajti človek je ustvarjen od Boga za Boga in samo v Bogu najde tudi človek resnico v sebi, kdo je resnično, in tudi srečo, veselje. In to je še posebej tudi izkusil Avguštin, med drugimi, tudi že prej drugi, ampak je zapisal stavek, ki nagovarja kristjane že tisočletje, ne? Ti, Gospod, nas spodbujaš, da nam je tebe hvaliti v veselje, zakaj zase si nas ustvaril, in nemirno je naše srce, dokler se ne spočije v tebi. Vsak izmed nas je verjetno že tudi izkusil to veselje, ta počitek v Bogu. To, kar je tudi prej ena delila izmed vas, prav milost molitve, biti v Bogu, doživljati to Božjo ljubezen, se spočiti v njem in najti moč, da gremo naprej. In že psalmist Stari zavesti je imel to izkustvo, kako je naše srce polno veselja, kadar iščemo Gospoda, kadar se trudimo biti z njim, stopati v ta globlji odnos do njega, ki je vir našega veselja. Prav je, da se vedno znova zaziramo na začetke cerkve, se zaziramo v Jezusa Kristusa in zaziramo prav to v njega. Zakaj? Ker on je tisto polnost razodetja, kdo je Oče, polnost razodetja, kako nas Oče vidi, kdo smo mi za njega in čem je tudi naša dragocenost. In evangeliji so tista vesela vest, vest, ki človeka vzraduje, ko zve za to vest. In še posebej pa celoten Lukov evangelij, če ga beremo, vedno znova vidimo zapisano to veselje Jezusa Kristusa, zapisano to veselje Očeta, zapisano tudi veselje učencev ob Jezusu Kristusu. In že začetek, ker se pri Luku začenja, je to veselje ob oznanilu njegovega spočetja, potem neizmerno veselje ob rojstvu vseh, ki so bili deležni tega oznanila angelov in so šli in so se poklonili detetu, kako so doživljali neizmerno veselje. Potem tudi veselje večkrat ob različnih čudežih, ki so ljudje doživljali. Potem ob spremenjenju grešnikov je še posebej
pri Luku zelo dano ospredje veselje Boga samega ob tem, ko smo ljudje deležni njegovega usmiljenja. In tudi to veselje stalega Jezusa Kristusa in kako to veselje stajenja deli z nami, je tukaj tudi ta pot v Emaus, kako prav ta dva učenca iz tiste največje žalosti, otopelosti, ob tem, ko pride Jezus k njima, ostali ju posluša, deli z njima Božjo besedo, prerokbe o njem, njegovem trpljenju, smrti in stajenju, in potem, ko deli, razlomi z njima kruh, kako potem gledata nazaj in vidite, kako je njuno srce žarelo, kako je vedno bolj bilo polno veselja, radosti, in kako potem še tisto uro gresta nazaj v tem veselju sredi noči, da prijeta do učencev, svojih součencev, in delita z njimi to veselje. Pa Janezov evangelij, kjer govori tudi, kaže, kako so učenci deležni veselja Jezusa Kristusa, njega, ki vedno znova odkriva to veselje biti z očetom, gledati očeta, videti, kar dela oče, delati to, kar dela oče, in potem tudi ostalega, kako se veseli te zmage nad smrtjo, nad zlom, tega novega življenja, ki ga je prinesel za vse svoje učence, za vse, ki bodo vanj verovali. In potem, če gremo naprej, apostolska dela prebirati, apostolska dela so pravzaprav to opisovanje, kaj je delal Sveti Duh v prvi cerkvi, prvih kristjanih, in je tukaj še posebej lepo videti, kako so kristjani prikazani kot ljudje, polni veselja v Svetem Duhu, kako je veselje tisto, kar je prepoznavno znamenje tega, da smo Kristusovi, da smo polni njegovega duha. V Galačanu 5:22, med temi sadovi Svetega Duha, je prav veselje na tem drugem mestu. Najprej je ljubezen, potem je veselje. In kolikor je v nas veselja, toliko lahko začutimo, zaznamo to resnično našo odprtost Svetemu Duhu. Gotovo je tukaj potrebno govoriti in se zavedati, da to veselje ne pomeni večkrat neko zunanjo prav veselje, kot nekateri, kot pater Rupnik pravijo, neko šampansko veselje, ko vse šumi in tako naprej, ampak je to večkrat veselje čisto tiho, notranje, tista v globini svoje notranjosti, čutim mir, čutim veselje, radost v tem, da živim, da sem ljubljen, da lahko ljubim, da lahko vztrajam v zaupanju, v predanosti, v nošenju tudi določenih stisk in križev v svojem življenju, zavesti, da nisem sam, ampak da je on, moj Bog, moj oče, moj odrešenik z mano. In da je z mano tudi Sveti Duh, tolažnik. Še posebej je zanimivo prebirati in dragoceno prebirati pismo Filipljanom, kjer lahko govori, da je pismo o trpljenju in veselju Gospodu. Kako se prav prepleta to zavest in tudi trpljenje apostola Pavla in tudi drugih, pa hkrati veselje v tem, da v tem trpljenju niso sami in da smejo tudi trpeti za Jezusa Kristusa. In apostol Pavel piše to pismo v ujetništvu v Rimu, ko je čakal na sodbo in tudi na smrt, je zapisal prav to, kar je tako pomenljivo in vedno nagovarja nas vse. Veselite se v Gospodu zmeraj, ponavljam vam, veselite se. To nenehno kar ponavlja, to nenehno govori
da bi nekje nam pomagal, da bi dopustili, da to veselje stopi v nas, da bi upali verjeti, da se smemo veseliti. In apostole imenuje apostol Pavel, da naj bi so sodelavci v veselju vernikov, da smo tudi vsi, ki smo poslani, in to je pravzaprav tudi vsak kristjan poslan, tisti, da bi bil sodelavec v veselju drugih, da bi zmogel veseliti se s tistimi, ki se veselijo, in jokati z jokajočimi, da zmorem se veseliti in zmorem jokati, da zmorem zavedati se te navzočnosti Boga, tega razloga, da se lahko veselim, tako takrat, ko je vse lepo, ali tudi takrat, ko so velike stiske, velike bolečine, in da zmorem takrat tudi jokati skupaj z drugimi, kako je tudi Jezus jokal ob Lazarju, ob njegovi smrti. In tukaj, da se zavedamo, kako če en del trpi nas kot Kristusovega telesa, če nekdo izmed nas trpi, pravzaprav trpimo z njim vsi drugi. In če nekdo je v veselju, če je v časti izmed nas, je to pravzaprav razlog, da se lahko vsi veselimo. Ne, da zavidamo, ampak da se veselimo, da se zavedamo, da smo eno telo, in kako se nekaj dobrega, lepega dogaja enemu, je to pravzaprav tudi nekaj lepega, dobrega za nas, vse druge. In ko prebiramo evangelije, in še posebej pa apostola Pavla, vidimo, kako še posebej apostol Pavel želi pokazati, da je prav križ, Jezus Kristus na križu, njegova smrt za nas, vir veselja za ves svet. Kajti ljubezen ni tem, kot pravi v prvem pismu Janezu, ni tem, da bi mi vzljubili Boga, da bi ga mi najprej ljubili, ampak on nas je vzljubil. Ta ljubezen njegova, ki nas prehiteva, je že to, se že vidi v tej resničnosti, ne, da smo mi rojeni zaradi te ljubezni, ker nas je Bog želel, smo bili spočeti, smo rojeni, in da šele potem mi čez čas lahko spoznamo to ljubezen in začnemo ljubiti Boga, ko zmoremo odkriti to, ko odkrijemo to ljubljenost. In zato apostol Pavel spodbuja nas vse, ne, da bi se ustavili in da bi upirali oči Jezusa Kristusa. Njega, ki ga v pismu Hebrejcem pisec imenuje voditelja in dopolnitelja vere. On, pravi, je zaradi veselja, ki ga je čakalo, pretrpel križ. Čeprav je doživljal to stisko, ki jo doživlja vsak človek pred trpljenjem, tudi strah pred trpljenjem je tudi on doživljal, tudi grozo pred trpljenjem. Zato govorijo pisci, evangelisti o krvavem potu. Je vendar zmogel sprejeti v sebi odločitev, da bo vztrajal v ljubezni do konca, da bo verjel v očetov načrt ljubezni, verjel, da ima vse to tudi smisel, da tudi če je ta ljubezen zavrjena, tudi če je pribita na križ, vendar bo ta ljubezen tista, ki bo ostala za večno. In bo ta ljubezen zmagala, in to veselje v Bogu Očetu bo zmagalo. In zato tukaj pravi, je lahko zaradi veselja, ker je zaupal in verjel, da ne bo imela smrt in trpljenje zadnjo besedo, ampak Očetovo veselje in radost in ljubezen, zmogel vztrajati in iti do konca in iti naprej, tudi v tisti stiski, ki jo je doživljal na križu, kako da je brez Očeta, da ga je še Bog zapustil, na koncu reči: Oče, tvoje roke izročam svojega duha.
Oče, odpusti in saj ne vedo, kaj delajo. Tebi se predajam. Jezusova velikonočna skrivnost, ki je izvir našega odrešenja, se pravi Jezusovo življenje, trpljenje, smrt in stajenje, je pravzaprav tem, ker je vir našega odrešenja, prerojenja in deležnosti pri Božjem življenju, da smo vključeni v to življenje Svete Trojice, vključeni v to ljubezen med Očetom in Sinom Svetim Duhom, je tisto, kar je najglobje veselje, ki smo ga lahko deležni. To veselje, ki je Božje, ki je bivansko, ki je resnično in ki je celostno, ki zajame nas v celoti, v tistem najglobjem jedru, iz katerega potem gre tudi nazven, da ko nekje v globini sebe začutim to veselje, lahko tudi to veselje živim takrat, ko se zdi nemogoče. In zato pravi tudi Jakob, da kadar pridete v razne preizkušnje, imejte to za čisto veselje, da se zavedamo, da to, kar je bil razlog Jezusu, da je lahko se veselil, tudi ko je šel skozi preizkušnje, hkrati pa doživljal čisto največje stiske in največje groze, ampak je to veselje tisto notranja gotovost, ki mu je dal tudi njemu Sveti Duh, ta povezanost z Očetom, da je edini smisel, edino prav, edino, kar vodi polnost življenja, prav to, da gre do konca, da ne odgovori na zlo z zlom, na sovraštvo s sovraštvom, ampak da odgovori z ljubeznijo, z odpuščanjem, z izočitvijo Očetu. In tukaj je tudi tisto, kar razodevajo tudi blagri, ker pravi blagor, veselite se in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko, kajti tudi, ko nas bodo preganjali in vse slabo za nas govorili, je to ni nič glede na tisto, kar nas čaka potem v večnosti. Hkrati pa so prav ti blagri ena spodbuda, kako mi kot skupnost naj bi živeli kot kristjani, tisti, ki bi drug drugemu pomagali, da bi odkrival resničnost teh blagor. Da sem, ko sem v žalosti, blagor mi, ja, ker imam ob sebi brata, ki me posluša, brata, ki je z mano, brata, ki najde zame tudi dobro besedo, brata, ki me sprejema tudi v tej moji stiski. In tako te blagre zmoremo zaživeti in jih okušati, kadar dopustimo, da postajamo pravzaprav eno telo, dopustimo, da je v nas ta duh medsebojne ljubezni, duh medsebojnega služenja, duh medsebojnega zmožnosti drugega razveseljevati in tudi sprejemati veselje od drugih. In veselje, bi lahko rekli, je prav to deležnost v veselju trojedinega Boga. Kristjani smo poklicani, da pustimo, da nas Sveti Duh vodi v prebiranju Božje besede, prebiranju evangelijev, novozaveznih spisov, pa tudi stare zaveze, da bi odkrili to veselje Boga, ki ga nosi on v sebi. To veselje, ki je še posebej opisano v Janezovem evangeliju, ker še posebej Jezus po zadnji večerji, v tem svojem govoru, poslovilnem govoru in veliko duhovniški molitvi, razodeva to veselje, ki je med njim in Očetom, to veselje Trojice v Svetem Duhu, da bi nam pokazal, kako je tisto, kar povezuje Očeta in Sina, čista ljubezen, svoboda, edinost v tem skupnem služenju, skupnem
darovanju, skupnem življenju drug za drugega, da bi mi tudi zaživeli to ljubezen, to svobodo, to edinost med nami v vsej različnosti, ki zaznamuje vsakega izmed nas, ker je vsak ustvarjen kot enkraten edinstven. In Jezus Kristus, kot pravi človek, je bil tudi in kot pravi Bog polnosti deležen, tudi kot pravi človek tega veselja Trojice. V njem je človeška narava v polnosti bila deležna tega Božjega veselja, te polnosti veselja, te blaženosti. V njem smo bili že deležni. In danes tudi, ko obhajamo praznik Gospodega nebohoda, je prav to tudi veselo sporočilo, da smo mi, naša človeška narava v Jezusu Kristusu, ki nosi to človeško naravo še vedno poveličano, je v tej združenosti, v tej trojici, da je pri Očetu, smo pravzaprav v tem pravem Bogu, stvarniku in Očetu, je on, Jezus Kristus, kot Božji sin, Božja beseda, Očetova beseda, nam tam ne samo kot pravi Bog, ampak tudi kot pravi človek. In tako nam razodeva ta vir veselja, te zavesti, da smo mi zmožni vstopiti v to veselje in da smo že, kot pravi tudi apostol Pavel, v svoji glavi tega našega Kristusovega telesa, kar smo cerkev, kar smo mi kristjani, že deležni tega veselja, da že lahko tudi okušamo to veselje popolnega zedinjenja z Očetom, Svetim Duhom. In to še posebej tudi v Janezu 15, ki je malo zapisano to vrstico, ko tam razlaga ta celotni evangelij. Če se ga spomnimo, lahko ga tudi preberemo malo, da malo začutimo tudi Janeza, ki ga bomo precej poslušali, ne, tudi v tem času pred Binkošti, v tej tudi Binkošti 2-dnevnici, ne, v 15. poglavju, najprej govori o tej podobi, jaz sem resnična vinska trta, moj oče je vinogradnik, in to veselje na tem, in potem pravi, če kdo ostane v meni, moje besede ostane v vas, prosite karkoli hočete in zgodilo se vam bo. V tem je poveličan moj oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Kakor je oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni. Če se boste držali mojih zapovedi, boste ostali v tej ljubezni, kako sem se tudi jaz držal zapovedi svojega očeta in ostajam v njegovi ljubezni. To sem vam povedal. Zakaj? Da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. To je ta čudovito gledati, kako je Jezus poln veselja v tej ljubezni z Očetom, ker se pusti ljubiti Očetu, ker dopusti, da ga Oče ljubi in ker on to ljubezen odgovarja, sprejema in ga ljubi s to ljubeznijo tudi Očeta, se popolnoma izroča Očetu, se popolnoma predaja Očetu in ostaja v tej, pravi, držav zapovedi, ki je prav to ljubezen, ki je v Bogu ljubiti, služiti. Kot pravi, nisem prišel na svet, da bi vi meni služili, ampak da bi jaz vam služil, da bi vam razodel to neizmerno zastonsko Očetovo ljubezen. In tem je bilo njegovo veselje. In zato tudi potem pravi, to je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kako sem vas jaz ljubil. Kajti tej ljubezni, samo v njej je tista pravo veselje. In potem naprej, nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo da svoje življenje za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. Ne imenuje vas več služabnike, ker služabnik ne ve, kar dela njegov gospodar.
Vas sem imel prijatelje, ker sem razodel vse, kar sem slišal od očeta. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrotite sad in vaš sad ostane, da vam bo Oče dal, karkoli ga boste prosili v mojem imenu, to vam naročam, da se ljubite med seboj. Vas vabim, da bi tudi tej 9-dnevnici, ki jo začenjamo jutri, mogli res ostajati v tej besedi, ostajati v tem veselju, ostajati v tej ljubezni Jezusa Kristusa in dopustiti, da prehaja to njegovo veselje na nas in da postaja to naše veselje. To je tisto, kar on srčno želi. Želi deliti to svoje veselje, biti z očetom, z nami. Želi nam iz svojega življenja, za svoje življenje, za svojimi dejanji, vsem tem, kar je živel, delal, pokazati to veselje, da je z očetom, da je njegov sin, da bi mi tudi verjeli, da ni večjega veselja kot to, da smo z Bogom, očetom, skupaj z njim, da dopustimo, da prihaja v nas to veselje očeta nad nami. In Bog Oče v Svetem Duhu po Kristusu želi vsem učencem Jezusa Kristusa podariti prav to, da bi bili deležni tega veselja med očetom in sinom Svetim Duhom. To je ta srčna želja. In bo Bog Oče naredil vse, da bi lahko bili deležni tega veselja. Če gremo še naprej, je tisto, kar je novost krščanskega veselja, kar lahko vidimo, prav to, da je lahko z njim prežeto tudi najhujše trpljenje. Svetna miselnost misli, da sta veselje in trpljenje nezdružljivi. In to je tisto, kar pa je v krščanstvu nekaj posebnega, da združuje v sebi nasprotja, da nekaj, kar se zdi, da je nezdružljivo, v krščanstvu v Bogu postane združljivo. In kakor današnji praznik je zanimivo, ko že naprej, ko je napovedal, pri Janezu beremo po zadnji večeri, ko pravi, da je dobro, da odhajam. Za vas je dobro. Ljudje vedno razmišljamo, v resnici odhod drugega je za nas samo, sploh če je to ljubljeni človek, če je človek, ki nas ljubi, nekaj, kar je najbolj strašnega in najbolj hudega. Jezus pa pravi, za vas je dobro, da grem. In danes, ko praznujemo prav ta nebohod, da gre k očetu, je to nekaj radostnega, kajti z tem je odprl prostor za delovanje Svetega Duha. Je dal možnost Svetemu Duhu, da uresniči svoje poslanstvo, da more po njem in v njem biti navzoč z vsakim človekom, da ni več tako omejen telesno, kako je bil z učlovečenjem in s tem, ko je živel takrat pred 2000 leti v Palestini, ampak da svojo poveličeno človeško naravo, kot pravi človek in pravi Bog, je lahko po Svetem Duhu, moči Duha, njegovega učenja, spominjanja, njegove moči, navzoč z vsakim izmed nas. Kajti po eni strani govori, odhajam k očetu, po drugi strani pa daje hkrati obljubo, jaz bom z vami do konca sveta. In je prav to, ta vesela radost, on je z nami po Svetem Duhu. In zato smo lahko tudi v trpljenju veseli, kajti v veri zmoremo videti to povezanost z Jezusom, to povezanost z njim tudi v njegovem trpljenju in se zavedati, da tako kot on ni doživel
to, da bi bilo trpljenje imelo zadnjo besedo in smrt, ampak je zadnjo besedo imelo stajenje, imelo novo življenje. Zato apostol Pavel povezan s Kristusom, z njegovim trpljenjem in z njegovim stajenjem pravi, zdaj se veselim, ko trpim za vas, ter svoje strani dopolnjujem svoje meso, kar primankuje Kristovem bridkosti in to prid njegova telesa, ki je cerkev. Prav v tem smislu, ja, da je Jezus pravzaprav vse pretrpel, da ni zdaj, da mi nekaj še odkupujemo, ampak v resnici preobražamo trpljenje in zlo, ki je v trpljenju, v to luč novega življenja v Kristusu. Da zmoremo sredi trpljenja, ko smo najbolj tudi preizkušani, da bi podvomili v to, da nas Oče res ljubi, da nam želi samo dobro, ko nas skušnjavec hoče prepričati, da nismo ljubljeni, da trpimo zato, ker smo grešniki, ker moramo zadoščevati za svoje grehe, da bomo vredni Božji ljubezni, je prav to, da zmoremo takrat poslušati Svetega Duha, se spominjati tega, kar je Jezus učil in razodeval, prav to ne. Trpljenje je del moje poti, ampak ko jaz ostajam v veri, zvest ljubezni, zvest dobroti, zvest zaupanju Boga, to trpljenje zgublja tisto zlo in postaja tudi prostor, kjer lahko jaz prinašam tudi ta svet veselje, prinašam pogled na tudi največje trpljenje kot tisto, ker vem, da tudi za vsem tem prihaja največja radost Božje ljubezen, včasih že na tem svetu, včasih pa in dokončno potem v dokončni združenosti z Bogom. Zato je zame kot duhovniku res velik privilegij, kadar smem biti tudi z ljudmi, ki neizmerno trpijo, ki zaradi različnih bolezni, zaradi različnih stisk in lahko v njih začutim, otipljivo začutim to veselje, ki ga daje zaupanje v Boga, ki ga daje ta pogled na Jezusa Kristusa, ki ga daje izkustvo, da je Oče z njimi, da v Jezusu Kristusu z njimi trpi, da jih ni zapustil, ampak da z njimi nosi te stiske, bolečine in da z njim zmorejo se tudi nasmejati, tudi se radovati v tej stiski, ki jo doživljajo. In tukaj potem tudi še pot naprej, kjer govori tudi o veselju odpovedi. In tukaj je tisto, kar moramo še posebej biti pozorni, da se zavedamo, da kristjan se ne odpoveduje zaradi odpovedovanja samega in pa zato, da bi mučil sam sebe, ampak da je vsaka naša odpoved prav ta želja, da bi postali svobodni, da bi postali nenavezani, da bi zmogli se zavedati, da vir našega življenja, veselja, polnosti življenja ni v tem, kar imam, ampak je v tej globoki povezanosti z Bogom, v tem življenju njegove ljubezni, njegove dobrote, njegovega usmiljenja. In da smo s tem deležni tudi tega veselja. In da se tudi manjšim, nižjim dobrinam odrekamo zaradi nečesa več, kar govori tudi prilika o biseru, skritem zakladu, kako nekdo, ki zbira bisere, najde in potem vse proda, da ga ima. In da je potrebno prav tukaj se pustiti res radovati tega,
kar nam prinaša prav to globoko zedinjenje z očetom. Hkrati pa tukaj tudi, da je veselje tudi v tem, da zmoremo videti, kako tudi med več različnimi enakovrednimi dobrinami izberemo eno ali drugo, prav v tem, ker čutimo, da je to tisto, kar nam pomaga, da bomo uresničili to, kar smo, da bomo postali v polnosti to, kar smo kot Božja podoba. Kajti največja sreča je, da upamo živeti v to novo življenje, v katero smo poklicani. In kdo živi to novo življenje, življenje nesebične ljubezni in ljubeče odpovedi, je pravzaprav že na zemlji deležen tega veselja ostalega Jezusa Kristusa. In čim večja je naša ljubezen, tem večja je tudi moč, da se lahko odpovemo in da okušamo tudi to svobodo, ki jo daje Jezus Kristus, veselje in mir. In še eno veselje, ki ga premalokrat zaznavamo in se zavedamo, je to veselje nad odpuščanjem grehov. Jezus že sam pravi, ne vzemite nase moj jar in učite se od mene, ker sem krotak in srca ponižen in našli boste mir svojim dušam. Se pravi, tudi vse stiske, tudi vse tisto, kar pridemo, ko sprejmemo nase, je že vir veselja in miru. Še veliko globje, tudi to veselje, pa je tudi tem, ki se pa rodi, ko izkusimo to zastonjsko odpuščanje grehov. Da upamo, ja, tudi to, kar se ti včasih breme, priznati greh, priznati to, da sem slaboten, da sem nemočen, da vedno znova padem v svoj greh, je pravzaprav tisto, da ostanem nekje ponižen in se zavedam, da živim od usmiljenja, da živim od nenehnega Božjega usmiljenja, da bi tako lahko tudi sam postajal usmiljen, kakor je Oče, kakor je razodel to usmiljenje v Jezusu Kristusu. In zakrament sprave je tisti zakrament, po katerem postajamo lahko postajamo res bolj deležni tega novega življenja. Novega življenja v Jezusu Kristusu. In zanimivo je še posebej tudi to nekako Don Bosco, ko so njegovi fanti obhajali zakrament sprave, tudi mora je vedno takrat, tudi ko niso ničesar imeli, našel, da so lahko naredili eno veselo gostijo, da so se pogostili, da so se razveselili, da bi ti fantje vedno okušali, kako je nekaj veliko veselje, da smejo doživeti odpuščanje grehov, da smejo doživeti to Božjo ljubezen. In odpuščanje grehov, tukaj se večkrat premalo zavedamo, je to, da ni samo moje veselje, da mi je bilo odpuščeno, ker mi je bilo odpuščeno, ampak je tukaj tudi veselje cerkve, skupnosti kristjanov, ker se skupaj z mano veselijo, da sem zopet vstopil v tisto globjo edinost z drugimi, z njimi, da zaživim z njimi to ljubezen, to zaupanje, to življenje z Bogom. Ampak, kar pa pogosto ne vidimo in smo pač povabljeni k temu, da bi bolj videli, je
je to veselje Boga samega. Ne? Kako je Bog vesel, da nam je lahko odpustil, da nam je lahko poklonil, podaril odpuščanje, kako je on vesel, kako se on raduje tega. Ne moramo skoraj verjeti, da naredimo Bogu tako neizmerno veselje. In to veselje je tako presenetljivo in otepljivo opisal evangelist Luka, prav s to priliko v usmiljenem očetu, kako veliko je njegovo veselje tega očeta, ko se vrne izgubljeni sin in kako naredi neizmerno veliko gostijo, polno radosti, kajti ta njegov sin, ki je bil mrtev, je zdaj živ in tega se on veseli. Veseli se, da je zopet sin z njim in da mu lahko daje življenje, da mu lahko daje ljubezen, da je on pripravljen sprejemati njegovo ljubezen, sprejemati njegovo odpuščanje, sprejemati to, da je vse njegovo, očetovo, tudi njegovo. In kako težko je včasih drugim nam to stopiti, kako ni mogel stopiti starejši sin, ker ni mogel videti in razumeti, doumeti to Božje veselje, to veselje očeta. Ali pa veselje dobrega pastirja, dobrega pastirja, ki želi, ki se tudi razveseli, ki se veseli tega novega življenja v Kristusu, novega življenja, ki je dano. Ne? Tudi ta izkušnja ovce, moja izkušnja pastirja, ne? ki ne zapusti 99 pravičnih ovc in gre in najde tisto izgubljeno, si jo da na rame in jo nese nazaj in naredi potem veselo, radostno gostijo s svojimi prijatelji, ker je našel to ovco. Kako veselje očeta, veselje Jezusa Kristusa in v Svetem Duhu prav na tem, da se mi pustimo ljubiti, da sprejmemo odpuščanje in da zaživimo to odpuščanje tudi v odnosu do drugih, da tudi mi odpuščamo, kako nam on odpušča. In imeti vedno znova pred očmi prav to, da Jezus je prišel prav to, da poišče izgubljene ovce oziroma grešnike, jih vrne dostojanstvo, nam vrne srečo Božjih otrok, nas pripelje nazaj domov, nas pripelje v očetov dom, nas pripelje v polnost veselja. In tukaj, kar je še tudi pomembno, ne, povezanost z Bogom je torej z Božjim veseljem, nas pravzaprav napravlja za pričevalce življenja in veselja. Naša vera, naše upanje v življenje sta temelj in izvir našega veselja. In poklicani smo, da se to veselje, Božje veselje, res v nas utelesi. Kajti bolj, ko je v nas utelešeno, bolj bomo zmožni tudi druge nagovoriti, bolj bomo zmožni tudi pričati drugim o tem veselju. Zato je čudovito, kar pravi tudi psalmist, naj se tudi zaradi našega privečevanja zveseli srce tistih, ki iščejo Gospoda. In to je tudi to naše temeljno poslanstvo. V tem drugem delu, ki bo krajši, pa želim predvsem tudi pokazati nekako je molitev tisto, kar pomeni biti z Bogom, biti s tem njegovim veseljem. In kako smo poklicani, da bi si vzeli čas biti z Bogom stvarnikom, da bi se zavedali, kako pomembno je, da dopustimo, da najdemo tako način, obliko molitve, kateri bo lahko nas nagovorilo to veselje Boga, ko bomo lahko vstopili v to veselje in dopustili, da to veselje prevzame celotno naše bitje. Ne?
tako je tudi smo poklicani biti z Bogom stvarnikom, da zremo to stvarnikovo veselje nad vsem stvarstvom, ki je opisano na prvih straneh Svetega pisma, ki je zapisano tudi na mnogih psalmih in delih Stare zaveze in Nove zaveze. Ali pa biti z Bogom očetom, zreti Boga kot očeta, ki ga razodeva Jezus Kristus, to veselje nad njim, veselje nad svojimi otroki, veselje, kako smo tudi mi tisti, nad katerim se razodeva očetovo veselje. Da v povezanosti z Jezusom in tudi kot njegova stvaritev, očetova stvaritev, njegova podoba, smo pravzaprav ljubljeni sinovi, ljubljene hčere, ki nas je zelo vesel in nas vedno vidi kot svoje, nas ne gleda skozi greh, ampak nas gleda skozi to svojo stvarjensko, očetovsko ljubezen. S to željo, da bi delil z nami vse, kar on je, kar ima. Potem tudi, kako biti več z Jezusom, da bi začutili to njegovo srčno željo, kako želi biti takrat z učenci, z grešniki, izgubljenimi, vsakim človekom, da želi biti v hiši tudi grešnikov, Zaheja in vsakega človeka, in da prav tako, kot je takrat srčno želel biti z vsakim človekom, si enako srčno želi biti z mano. To je njegova srčna želja in največja radost je zanj, ko mu jaz dovolim, da sme biti z mano, ko mu jaz dopustim, da lahko vstopi v moje življenje, vstopi v vse to, kar sem po Svetem Duhu in prinese v mene ta nov način gledanja, razmišljanja, odločanja, čutenja, doživljanja. In tudi ta pomembnost ne biti z Jezusom trpečim, s to njegovo srčno željo, da bi dal za naše življenje, da bi izkazal ljubezen do konca, da bi razodel očetovo zastonsko, usmiljeno, odpuščajočo ljubezen. Tukaj pred sabo tudi vidite to sliko Jezusa na križu. Ta križanik, ki ni tako pogost, je edinstven v cerkvi, katoliški cerkvi in je znan pač, ker je križ v gradu Ksaver, ker je bil rojen Frančišek Ksaverij in je ta posebnost tega korpusa Jezusa križanega, ki izraža neko notranjo veselje, radost, ki predstavlja njega, ki je umrl za nas, ki zaprte oči kaže na to, da je umrl, odprta usta, kako je izročil svojega duha očetu, kako se je predal popolnoma očetu in kako nosi v sebi sredi tega najhujšega trpljenja neko globoko radost, veselje, to zavest, da je izpolnil svojo srčno željo živeti ljubezen do konca in odrešiti vsakega izmed nas, da bi vsak lahko vstopil v to očetovo veselje, to očetov objem, to ljubezen, ki traja večno, v to ljubezen, večno ljubezen, s katero želi ljubiti vsakega izmed nas. In prav je, da se učimo prav vstopati v to ljubezen, tudi to srčno željo, to radost Boga, ki želi, da bi tudi mi mogli verjeti, da nismo prekleti, ampak da smo vedno znova deležni usmiljenja, če smo le pripravljeni priznati svojo slepoto, svojo gluhoto, svojo nezaupanje, nevero in biti deležni tega zastonskega usmiljenja in ga deliti z drugimi. In tako tudi naprej, kako biti tudi več z ostalim Jezusom Kristusom, z njegovim vstajenskim veseljem. Ko smo imeli zdaj duhovne vaje po veliki noči, ko smo Ignacijev dom duhovnosti, ker je pač zaprt zaradi tega koronavirusa, imeli nadaljavo
in je bilo 41 udeležencev, so mnogi, ja, potem tudi zapisali v svojem pričevanju, lahko preberete tudi na strani, spletni strani Ignacijevega doma duhovnosti, kako so prvič si vzeli čas, da so bili z Kristusom stalim, da so vstopali v to njegovo navzočnost stalega Jezusa Kristusa, v to njegovo vstajensko veselje in dopustili, da je to veselje stalega Kristusa prišlo na njih, ne? Da je večkrat prav to postni čas, ki tako dolgo traja in je potem, posebej še duhovniki, smo obremenjeni z vsemi temi obredi in vsem drugim, potem nekako nimamo moči, da bi vstopili v to veselje in se pustili razveseliti za njim, ki je vstal in ki želi, da bi tudi mi vstali v to novo življenje skupaj z njim. Potem tudi biti Svetim Duhom, ki je naš tolažnik, pustiti se tolažiti, pustiti se, da se nas dotakne ta ljubezen, ta Božja nežnost, dotakne preko vsega, kar smo, kar nas obdaja, kar nam je dano. Biti z Marijo, z njenim veseljem, z njenim slavospevom, moja duša poveličuje Gospoda, biti svetniki, biti z njihovi radosti. Ne? In kakšna oblika molitve nam lahko pomaga k temu, ne? Da se odpovemo temu, da bomo samo mi nekaj govorili, ampak da gremo v to poslušanje, gremo v molk, gremo v zrenje, gremo v kontemplacijo, gremo v adoracijo, v tišino, prepustiti se Bogu, da se me lahko dotakne, da se zgodi v nas njegova ljubezen, njegova dobrota. In prav ta molitev, ki nam pomaga okušati to njegovo navzočnost v stvarstvu, sočloveku, ker lahko začutimo to Božjo bližino, Božjo ljubezen. In pomeni tudi egzamna spraševanja vesti v smislu ozaveščanja, kako smo obdarovani, kako je to Božje veselje se nas želelo dotakniti in kje smo se pustili razveseliti preko majhnih, drobnih, vsakdanjih stvari, ki pa niso vsakdanje, ampak so znamenje prav te očetove nežnosti do nas, do naše izvoljenosti v Jezusu Kristusu. In cilj molitve je prav to, postati kakor oče, ki je svet, postati polni te ljubezni, tega veselja. In pustimo se obdarovati s to ljubeznijo, s tem veseljem. Pustimo se, da bi postali njegovi sodelavci po darjanju te ljubezni, po darjanju tega veselja. Pa želim ob koncu še deliti z vami tudi spletno stran. Pa je to. Se opravičujem. Takoj. Ne, tudi. Ne vem, kaj se mi je skrilo in ne morem odkriti. No, tukaj je ena stran, ki je lahko duhovnega izpopolnjevanja, kjer lahko najdete tudi
različne oblike tudi molitev, ki vam lahko pomagajo prav tem, kar sem govoril. Ena je tudi ta kot biti s Svetim duhom, vinkošna 9-dnevnica, ki kaže, razodeva tudi ta način, kako lahko sem več z Bogom, biti več s Svetim duhom, dopustiti, da stopa bolj naše življenje. Ali pa premišljevalno, kontemplativna molitev rožnega venca, kako postaja bolj del, ali pa adoracija, ker upam biti v tišini pred najsvetejšim, dopustiti, da se me lahko dotakne. Imate potem tudi bolj opisano, tudi spodbujeno, tudi kako vodeno mi lahko tudi pomaga, lahko pač potem stopim in je nekje tudi ta razlaga in tudi koraki, kako se lahko bolj prepustim tej Božji ljubezni, tej Božji navzočnosti, tudi v adoraciji. Ali pa tudi ta vaja, ki vam jo priporočam, kako v jedi okušati Boga, kako dopustiti, da ko se hranim, ko jem zajtrk, kosilo ali tudi kaj malico ali karkoli, zaznavati, gledati to z očmi vere, se zavedati, kako Bog daje tej hrani, da se mi lahko podarja, da me lahko nahrani, da me lahko razveseli s svojim vonjem, da mi lahko daje novo življenje in tako naprej. In kako je tukaj tisto, kar lahko okušamo tudi sredi vsakdanjega hranjenja, tisto resničnost, ko Jezus pravi, Oče daje soncu, da sije in da vzhaja nad dobrimi in slabimi, daje dež tako pravičnim kot krivičnim. Oče daje to zmožnost vsemu stvarstvu, da nas lahko hrani, da nas lahko daje možnost, da živimo, da bi upali videti prav za vsem tem Božjo skrb, Božjo ljubezen, Božje prizadevanje za nas, da bi se pustili obdarovati in da bi tudi mi postajali v zavedanju te obdarovanosti tudi sami dar za druge. Ali pa tudi lahko vsak utrip srca je dar Božji ljubezni, zavedati se tega, kako je vsak utrip mi dan, ali pa moliti Svetim duhom nas, Aba, Oče, kako Sveti duh moli nas in stopiti v to molitev, ali pa molitev v ritmu dihanja. To si lahko sami ogledate tudi na tem blogu, duhovno izpopolnjevanje, in vam je lahko, upam, tudi v pomoč, da bolj vstopate v to veselje, o katerem sem govoril, to dopustiti, da lahko to veselje postaja vedno bolj v vas navzoče. In bi tako zaključil, da naredimo malo refleksije, da se malo ustavimo in se zavemo, kaj se je v meni dogajalo med predavanjem. Kaj me je nagovorilo ali morda odbilo, kaj ostaja v meni, kaj želim še poglobiti in morda tudi kakšno vprašanje bi rad postavil.